Stalnica cikla so pomladni koncerti celjskih glasbenikov z Glasbene šole Celje, ki na državnih tekmovanjih Temsig dosegajo najvišje uspehe. Nedvomno je ta koncert mogoče vsako leto, ker gre za tradicionalnega znotraj cikla, tisti, ki ga tako občinstvo kot tudi organizatorji na nek način najbolj pričakujemo, kajti na odru Narodnega doma Celje se nam vsako leto znova predstavijo nagrajenci tekmovanja Temsig kot tistega največjega državnega tekmovanja mladih glasbenikov, in Hiša kulture podeljuje nagrado v okviru Temsiga našim zmagovalcem, torej tistim, ki prihajajo iz Celja, iz okolice, v bistvu iz Glasbene šole Celje. No in letošnje leto sta bili to dve komorni zasedbi, in sicer Trio Fuero. Gre za zelo mlad sestav, torej zdaj so vse dijakinje prvega letnika, lansko leto so kot devetošolke osvojile prvo nagrado v svoji kategoriji in disciplini, in pa fantje, ki pa so že zakorakali tistemu čistemu pravemu profesionalizmu nasproti, to so pa člani kvarteta klarinetov Debussy kvartet. Tako da je vsekakor bilo zanimivo tudi zaradi tega, ker so pripravili en tak program, ki ga pa res lahko le redko slišimo, in kljub temu, da je bil na nek način za sladokusce, je bil vendarle privlačen tudi za tista širša, mogoče včasih malce bolj laična ušesa. Leta 2014 je Hiša kulture Celje začela s tovrstnimi koncertnimi cikli. So bili dobro sprejeti pri ljudeh, no glede na to, da je bil tale drugi marčevski že 7. v letošnjem letu, ste povedali, verjetno so dobro obiskani koncerti, tako za širšo kot tudi za ožjo publiko, ne? S tem ciklom smo želeli na nek način zapolniti mogoče eno vrzel vsebinsko domišljenih, zaključenih sezon komorne glasbe. Vemo pa, da seveda komorna glasba ni glasba za široka občinstva. Na eni strani seveda poznavalci, na drugi strani ljubitelji glasbe, ki je v tem primeru absolutno resna glasba, torej klasična glasba, in moram reči, da smo z ciklom in pa njegovim razvojem zelo zadovoljni. Sploh smo zadovoljni z novostjo letošnjega leta, to so predgovori, ki jih pripravimo pol ure pred začetkom koncerta v stranski dvorani Narodnega doma, ko spregovorimo z izvajalci o njihovi glasbeni poti in seveda tudi o programu, tako da občinstvo potem v dvorano odide z nekimi konkretnimi napotki ali pa opozorili, kje biti bolj ali manj pozoren, in se da koncert spremljati na drugačen način. Obe zasedbi sta za celjski koncert pripravili zanimiv program, sestavljen iz del skladateljev Kinca, Kronkeja, Clarka, Dopplerja, Kruseja in Tomasija, tako da se je na odru osrednjega celjskega doma odvil še en zanimiv glasbeni večer.